Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v Beletrini v živo. Danes bomo govorili o knjigi z naslovom Škarje prosim, enega najbolj priznanih domačih zdravnikov in kirurgov, doktorja Eldarja Gadžijeva. O knjigi pa se bom pogovarjala z njegovim stanovskim kolegom in specialistom žilne kirurgije, doktorjem Vojkom Flisom. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ste redni profesor na Mariborski fakulteti, dolga leta ste bili tudi zaposleni na Mariborskem kliničnem centru. Tako je. Še vedno tudi Deloma, delate. ja, majčkeno še. Ampak zelo dobro poznate obdobje, pa tudi ko je doktor Gadžijev deloval v Mariborskem UKC-ju. Kako se spominjate vajinega sodelovanja? Na to obdobje v knjigi imenuje Mariborsko obdobje. Jaz pa sem seveda imel priložnost, da sem se z njim srečal že veliko prej. Namreč, ko sem bil specializant, takrat še splošne kirurgije, to je bilo tam nekje leta 85-86, so bile specializacije v Sloveniji takšne, da vsi, ki smo to vejo kirurgije specializirali, smo morali priti za daljši čas pred izpitom v Ljubljano. In takrat sem ga prvič srečal kot desno roko profesor Koviča in kot nekoga, ki ga je profesor Kovič zadolžil, da je specializante, ki so prihajali na kliniko, potipal, koliko znajo, in pa seveda naložil jim je, da se posebej naučijo kirurške anatomije. Tako da prva takšna resna stvar, kjer sva se srečala, je bila ta, da mi je dal 3 takšne debele knjige. Če jih naložim, so precej visoke, kirurške anatomije, in rekel, da lahko pridem nazaj k njemu, šele ko vse to preštudiram. Takrat sva se prvič srečala. Po izpitu sem seveda odšel nazaj v Maribor, takrat je bila še učna bolnišnica. Kasneje pa, ko je prišel v tako imenovano mariborsko obdobje, pa nam je prišel pomagati ustanavljati medicinsko fakulteto. Bili smo izjemno zadovoljni, zaradi tega, ker ob znanju, ki ga je prinesel, je bilo to več kot potrebno, da je takratni oddelek za kirurgijo v učni bolnici Maribor dobil naziv klinika, in ko takratna učna bolnišnica Maribor dobila tako imenovane 4 klinike, smo postali univerzitetni klinični center, in njegova strokovna pomoč pa tudi sicer je bila pri tem izjemno dragocena. No, ko je doktor Gadžijev odhajal iz Maribora po 10 letih, ste tudi vi postali njegov namestnik oziroma naslednik na oddelku za kirurgijo. Kaj bi vi rekli, da je gospod, kakšna je bila njegova največja zapuščina v tem njegovem obdobju? Težko naštejem vse. V tem dolgem obdobju sva izjemno dobro sodelovala na strokovnem področju, tudi pri publiciranju, tudi pri strokovnem publiciranju v tujini, pa izjemno veliko sva razpravljala o različnih pogledih na zgodovino medicine, o različnih pogledih na filozofijo medicine. Potem veliko smo razpravljali o etiki in pravnih problemih v medicini, tako da smo imeli pogosto zelo živahne pogovore. On je bil v tistem obdobju predstojnik kirurške klinike, in ko je odhajal, je potem na nek način mene zadolžil, da prevzamem njegovo mesto, in kasneje za njim sem bil več kot 10 let, seveda jaz potem predstojnik klinike, in sva ostala v stiku, tudi zaradi nekaterih strokovnih razprav. Pogosto sva se srečala pri ožilju. On je bil seveda strokovnjak za jetrno ožilje, ki je sicer mene tudi zanimalo, ni pa v tistem obdobju sodilo na nek način v moje področje. Medicina je včasih tako zelo razdeljena na različne vrtičke, tako da sva se tam precej plodno srečala, ker sva naredila kar nekaj operacij, ki se jih sicer nihče ni drznil, vsak iz svojega področja. Skupno pa je šlo to na nek način nekoliko drugače, ker smo vsak videla stvari drugače. Tako da je veliko tega iz tega dolgega 10-letnega ali več obdobja, ko je pravzaprav bil v Mariboru. No, ko beremo knjigo, to gre za nekakšen življenjepis oziroma potek njegove profesionalne poti. Hkrati pa nam tudi ponuja vpogled v razmišljanje doktor Gadžijeva, v njegove dvome, pa tudi o odločitvah, ki jih morate kirurgi vsakodnevno sprejemati. Je to prav ta sposobnost sprejemanja hitrih odločitev
nekaj, kar odlikuje dobrega kirurga, oziroma nekaj, brez česar kirurgi sploh ne morete postati? Najprej treba povedati, da je bil izjemen učitelj in da je bil tudi moj učitelj. In to je treba poudariti. Bil je izjemen kirurg, izjemno dobro je poznal anatomijo, zaradi tega lahko tudi izjemno spretno operiral. Kar se pa seveda odločitev v kirurgiji tiče, so pa recimo podobne tudi v letalstvu. Spominjajo me pa na tisti rek v davni preteklosti, ki ga je Charcot Freudu rekel, ne? Dragi moj Freud, ne? Spolnost ni med nogami, ampak je v glavi. Tako da, ja, dober kirurg se ne odlikuje po tem, kako spretne prste ima, se ne odlikuje po tem, kako hiter je, ampak se odlikuje predvsem po tem, kako zna predvidevati, kako bo operacija tekla, kako zna videti nekaj potez naprej, tudi v več različnih scenarijih, kajti marsikaj se lahko med operacijo zgodi in moraš biti pripravljen na takšen ali na takšen potek. In če to obvladaš, potem lahko dobro in varno operiraš in profesor Gadžijev je bil takšen človek. In veliko je tudi opisoval, da se mu zdi, da dober kirurg je v prvi vrsti dober človek, a ne? In velikokrat je tudi zapisal nekako tako retorično, ko se je spraševal, kakšni ljudje pravzaprav smo kirurgi, ko pravzaprav z ostrino skalpela zarežemo v tkivo. No, zdaj, če bi razpravljali o človeški vrsti, ne, potem nismo edini. Smo pa tisti, ki želimo na takšen način ljudem pomagati. Tako da jaz v vsem tem ne vidim nekaj prav posebnega. Še posebej zaradi tega, ker je treba vedeti, da mladi študenti medicine ali pa mladi zdravniki, med katere sem sodil tudi sam, z veliko bojaznijo, strahom, dvomi, se prvič lotijo tega in se prvič dotaknejo, recimo temu na takšen način človeškega telesa, da nekje pač prekinejo te bariere, ki jih naravne bariere, ki jih naše človeško telo ima. In kasneje, ko pač imaš recimo nekaj več izkušenj, potem seveda znova gledaš na to drugače in če si osredotočen na ta cilj, da boš s tem nekomu pomagal, potem tega preprosto ne vidiš tako. Zaradi tega, ker tisto, kar si želiš, če seveda delaš kot kirurg ali pa vsak izmed zdravnikov, ki na različne načine vstopa v telo, ker sodobna medicina gre v smeri tega, da so odprtine vstopanja v telo čim manjše, pa temu pravimo minimalna invazivna kirurgija, zdaj pa pravimo temu že sploh ne več kirurgija, ampak minimalni invazivni posegi, kar pomeni, da odprtina vstopa v telo čim manjša, potem pa moraš v telesu nekaj napraviti, da bolniku pomagaš. In potem vidiš te stvari povsem drugače. In jih ne vidiš v tem smislu, kakšni pač zdaj smo, ker vstopamo v telo, v zgodovini kirurgije ali pa v tistih začetkih, ko sem še jaz delal, so bile te vstopne odprtine seveda sorazmerno velike in so dajale res takšen vtis, ne, da zdaj recimo šarimo po telesu. Danes je sodobna invazivna medicina bistveno drugačna. No, je pa ena zanimiva zgodba, ki jo opisuje dr. Gadžijev v knjigi, in sicer tudi njegov oče je bil kirurg in njegov praded, ki je delal v Egiptu, in je imel eno posebno tehniko šivanja, oziroma kako bi temu pravzaprav rekli? Ki je ne znam prav dobro razbrati iz knjige, knjigo sem prebral. Res pa je, da ne glede na to, koliko sva bila z dr. Gadžijevim skupaj, pravili smo mu Mišo, to je bilo pač takšno ime med prijatelji, nikoli ni prav veliko povedal o svojem osebnem življenju, tako da so se kakšni drobci dali razbrati med vrsticami, nikoli pa neka celotna zgodba, tako da del te zgodbe sem tudi jaz šele sedaj izvedel, ko sem prebral knjigo. Je pa potrebno vedeti to, da v zgodovini kirurgije je bilo veliko, bom rekel, osebnosti z zelo napihnjenim egom in v zgodovini kirurgije je bilo tako, da vsak kirurg, ki je nekaj majčkeno drugače napravil od drugega, je tisto že poimenoval po sebi, tako da v obdobju, recimo, ko sem jaz začel s tem poklicem, so tudi vsi inštrumenti imeli imena po velikih kirurgih, recimo Pean, to je bil
francoski kirurg, pa ena takšna stiskalka se je imenovala po njem, pa potem recimo vedno so mi rekli, daj mi škarje od tistega kirurga ali pa recimo pinceta od Debekija, pa pinceta od Kulja in tako naprej in tako naprej. To pač kaže na nek način o karakterju teh ljudi ali pa nas, kirurgov. No. No, po njegovem dedku predvidevam, da niso poimenovali te tehnike šivanja oziroma lepljenja. Treba je povedati, da je bil velik razkorak v prenosu znanja, če govorimo o tako imenovani, recimo zahodni polobli, pa če vanjo štejemo recimo osrednjo Evropo, pa Združene države Amerike in pa tudi Anglijo, in pa med tako imenovanim vzhodnim delom, kjer so bili zelo spretni, zelo znani zdravniki, vendar se njihovo znanje ni prenašalo na tako imenovani zahodni del iz takšnih ali drugačnih razlogov. Tako da tisti, ki niso imeli dostopa do literature, recimo madžarske, češke, ruske, češka kirurška šola recimo je zelo znana, pač teh ljudi niso poznali. Tukaj pa smo se večji del morali pravzaprav učiti vsaj kot študenti ali pa recimo kot specializanti, bolj kot ne iz anglosaške literature, nekateri tudi iz nemške, in smo te ljudi manj poznali, pa tudi imena so bila manj znana. Ste rekli, da dr. Gadžijev ni veliko govoril o svoji družinski preteklosti. Kako pa je z vami delil svoje občutke glede bolezni, ki jo tudi opisuje v knjigi o svoji krvni bolezni? Zdelo se, da jo zelo pogumno prenaša. Dal je veliko težkih obdobij skozi. Bolezen se mu je ves čas slabšala. Navzven seveda se je zdelo, kot da to prenaša zelo preprosto in stoično. Navznoter se mi pa ni zdelo, ampak tega ni prav pogosto kazal. Dejansko je bilo potrebno to na nek način zaznati v tonu pogovora ali pa v dejansko načinu govorice. Ni tega pretirano kazal, je pa zelo, bom rekel, težka obdobja svojega življenja zaradi bolezni dajal skozi in jih še daje. No, prav v povezavi s svojo boleznijo govori tudi o zaupanju avtoriteti, a ne? Kako pomembno je zaupati zdravnikom, tudi ko je bil zdaj on na drugi strani. Ja. Zdi se, da danes v preobilici informacij, pa kar sami lahko razberemo neke stvari, verjetno ste se tudi vi kdaj srečali s kakšnim pacientom, ko se je pravzaprav samodiagnosticiral. Kako je danes s tem zaupanjem? No, danes živimo dejansko v obdobju, nekateri že govorijo o tem, da pridejo k nam Google pacienti. Skratka, ljudje se predtem lahko na različne načine seznanijo s svojo boleznijo, marsikaj lahko dobijo iz teh družabnih ali pa družbenih medijev, kakorkoli jih že imenujemo, kar v mojem obdobju, ali česar v mojem obdobju ni bilo. In seveda prihajajo drugače podučeni, drugače gledajo na bolezni, potem pa seveda dobijo tudi veliko napačnih informacij in tudi s temi pridejo. V mojem obdobju preprosto tega nismo poznali in je bil zdravnik avtoriteta, ki si pač moral zaupati. Igral je neko vlogo patriarha, ki tako, kot je rekel, tako je bilo in sploh ni bilo dobene razprave. Vendar pa se je to po letu 1945 po tako imenovanih nürnberških procesih spremenilo v povsem drugo smer, in to zaradi tega, ker so takrat ne samo Nemci, ampak tudi poznamo primer iz Združenih držav Amerike ali pa iz Japonske, ko so delali poskuse na ljudeh, medicinske poskuse, ne da bi jim to sploh povedali. Znan je primer iz Združenih držav Amerike, tako imenovani Tuskegee eksperiment, kjer so črnce, ki so bili okuženi s sifilisom, pustili in jih niso zdravili in so se morali kasneje številni ameriški predsedniki še opravičevati zaradi tega, ampak to je bilo v sodobnem obdobju, recimo po letu 70, skratka to ni nekaj, kar je segalo nazaj v leto 45. In potem se je tudi medicinska etika in pa pravo, ki je povezano nekako z etiko, tukaj sta kar blizu, povsem spremenilo. Kar pomeni, da smo potem to dejansko morali prenesti iz anglosaškega področja, da bolnik mora biti obveščen in da po pojasnilu, lahko se seveda pogovarjamo o tem, kako obsežno mora biti to pojasnilo, ampak da po pojasnilu mora privoliti v takšen ali drugačen poseg, in se je ta avtoriteta zdravnika seveda bistveno
spremenila, vsaj kot neka socialna vloga ali pa lik. In pa seveda spremenila se je tudi zaradi tega, ker je medicina v povezavi z farmacevtsko industrijo v tem sodobnem obdobju, recimo, da rečemo tam nekje od leta 90 naprej, napravila tudi kar nekaj strašnih kiksov. Tako da, ki so pa seveda veliko bolj znani, kot so bili prej. Danes se informacije tako hitro prenašajo, da ne vem, pred 5 sekundami se nekaj zgodi, je že na spletu. V obdobju, ko sem jaz začel na tej svoji poklicni poti, sva tega ni bilo. Eno od poglavij oziroma en razdelek v knjigi je tudi na temo tako imenovanega, dr. Gadžijev tako to imenuje in pravi osebno pokopališče. To so tiste žalostne zgodbe pacientov, ki se ne zaključijo tako, kot bi si želeli, kot so predvidevali. Kako težko je to za zdravnika, kirurga sprejeti? Je to sploh mogoče? Ne samo za zdravnika, kirurga. Vsak zdravnik se bo, če si želi ali pa ne, srečal s tem, da mu ljudje umrejo. Srečal se bo s tem, če ne prej, takrat, ko bo moral iti v neko družino in ugotoviti, da je nek drag družinski član resnično umrl. In to so seveda najtežji trenutki, ki jih nikoli ne predelaš v sebi in se ti vedno znova vračajo. Tako da to je težko. Težko je temu, lahko temu rečeš seveda, recimo osebno pokopališče, zaradi tega, ker v naravi človeške psihe je to, da del krivde vedno prenašaš nase. Lahko zelo velik del krivde preneseš nase in to težko prenašaš in se lahko seveda tudi sesuješ. Vedno pa ti to ostaja. Zdaj pa seveda tako, kot on to v knjigi opisuje primere, ki so včasih celo bili nerešljivi. In tudi pri tistih primerih, ki so nerešljivi, ko greš ven iz operacijske dvorane, še vedno ti v glavi tečejo vsi zobniki, ti teče film, kaj bi bilo mogoče napraviti drugače, kje bi mogoče lahko naredil nekaj drugega, da bi primer se iztekel, pa se žal ni, ampak to je v naravi tega poklica. In seveda ta večji ali manjši občutek krivde, pa če tudi seveda ne bo nesporazuma, nisi nič kriv, te vedno spremlja. Zaradi tega, ker je to pač eden najtežjih trenutkov nasploh, ko moraš videti, da ti bolnik umre. No, ampak kot tudi dr. Gadžijev v neki točki zapiše, tudi vi ste samo ljudje, niste bogovi na nek način. Se pravi, sploh nismo bogovi, ampak neka percepcija ljudi, ko gledajo na zdravnike, je takšna ali drugačna, se vanjo ne bom spuščal. Ampak seveda, ko so ljudje v stiski, ko imajo nekoga bolnega, pač od zdravnikov pričakujejo več kot se, recimo, ali pa več kot medicina v nekem obdobju zmore. In nekje, če gledam zgodovino medicine, danes seveda zmoremo veliko več kot recimo pred 100 leti ali pa 50 leti in najbrž bodo naši nasledniki zmogli še več. Ampak v tistem obdobju, ker pač, ali pa v katerem delaš, v katerem plodno delaš, ima medicina na vseh svojih področjih neke omejitve. In takrat se zaletiš pač v zid in ne moreš več naprej. In takrat bolniku seveda veš, da mu ne boš mogel pomagati, medtem ko pričakovanja bolnika, pričakovanja svojcev so pa bistveno drugačne. No, tudi problem izgorelosti izpostavlja dr. Gadžijev, mogoče tudi v tem kontekstu zelo stresnega okolja, kjer delate, nekih pričakovanj nenazadnje. Pravi, da je tega zelo veliko. Med kirurgi na takšen način niti ne. Na nek drug način se lahko recimo temu osebnostne motnje kažejo. Drugače pa je to največji stres prav to. Operacijska dvorana ni sama zase stres, to, da pa seveda moraš potem ljudem razlagati, da nekatere stvari niso takšne, kot jih oni predstavljajo, ali pa niso takšne, ki so zate rešljive, pa moraš to razlagati seveda tudi celi družini. To pa so obdobja, če se zelo pogosto pojavljajo, ko lahko zgoriš v sebi. Zato, ker bi to bilo vsakemu človeku težko prenašati. No, prav to, kar ste izpostavili, pomen komunikacije. Tudi dr. Gadžijev je dajal velik pomen dobri komunikaciji, tako v odnosu pacient-zdravnik, kot tudi med samim osebjem. In na nek način se je spraševal tudi o tem, kako
neko diagnozo povedati pacientu, malce olepšati, povedati točno taka, kot je, ker zavedal se je namreč moči misli, vedel je, kaj to pomeni. To je bilo v obdobju, ko je imel zdravnik, vse to je obdobje, ki ga on opisuje v knjigi, ko je imel zdravnik povsem arbitrarno pravico, ali bo sploh kaj povedal, ali ne bo nič povedal, lahko je povedal tudi povsem drugačno zgodbo, ampak kasneje so se stvari bistveno spremenile. V kasnejšem obdobju, ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi, so skoraj da vse države dobile zakon o pacientovih pravicah, potem v anglosaških državah se je razvila posebna veja na pravnih fakultetah, to je tako imenovano medicinsko pravo, in potem je zdravnik izgubil ta manevrski prostor. Skratka, v obdobju, ko je on živel s temi velikimi kirurgi v Sloveniji, kot je bil recimo profesor Žakelj, profesor Košak, so bile zadeve bistveno drugačne. Ko pa se je začel srečevati, povedati je treba, ker zdaj vendarle govorimo o profesorju Gadživu, da je bil svetovna avtoriteta, tukaj v majhni Sloveniji. Ko pa se je začel srečevati z velikimi imeni svetovne kirurgije, kar je bil on sam tudi, pa je pravzaprav videl, da v vseh velikih svetovnih državah je to zastavljeno popolnoma drugače. Skratka, bolniku moraš pojasniti, kaj se z njim dogaja, nimaš veliko prostora za izmikanje, nimaš veliko prostora, da bi mogoče olepševal zgodbo ali jo na kakšen drug način pripovedoval, in potem se samo še zastavi vprašanje, na kakšen način, skratka, na kakšen način boš bolniku to povedal, potem kje mu boš povedal, tudi prostor moraš ustrezno izbrati, še posebej, ko gre za sporočanje slabih novic, ki jih vedno moraš sporočati. Bodi si, da gre za to, da je prognoza slaba, bodi si, da gre za to, da je nekdo umrl. Veliko lažje je seveda sporočati lepe novice. Skratka, takrat, ko je šlo vse v redu, ko veš, da bo bolnik ozdravel, da bo šel polno nazaj v svoje življenje, tisto pa so seveda lepši trenutki tega poklica. To je verjetno posebno zadovoljstvo, ki ga ob tem čutite. Ja. Ste rekli, svetovna avtoriteta, izreden profesor, številne novosti je vpeljal tudi v Mariboru. V knjigi pa se dotakne še enega obdobja, in sicer tega, ko je urednikoval vaši strokovni reviji ISIS in pravi, da je izredno užival v tem delu. Kako se spomnite, kako je videl takrat pomen te revije in morda kakšen je namen in pomen te revije danes? Imel velike izkušnje ne samo z urejanjem, tudi s pisanjem knjig. Številne je uredil, strokovne knjige. Številne je pisal. Čutil pa je na nek način potrebo, tako kot vsi slovenski zdravniki, da bi imeli neko glasilo, ki bi na nek drug način, ali v katerem bi lahko na nek drug način govorili o zdravniškem poklicu, ne zgolj na strokovni način, ampak seveda okrog stvari, ki se poklica, morebiti poklicno in strokovno dotikajo, pa potem seveda okrog stvari, ki jih zdravniki počnejo tudi takrat, kadar so v prostem času in recimo, da niso čisto zdravniki, ker tega pravzaprav nikoli ne moreš iz svoje glave izgnati, pa tudi iz svojega življenja, tudi v prostem času, če se karkoli zgodi, pač seveda priskočiš na pomoč. In ISIS je bil in je še vedno, ali pa ISIDA, tako kot ti pravimo, je še vedno takšna revija, ki prav te stvari na nek način goji, in se je tega lotil z velikim navdušenjem in je to tudi zelo, zelo dobro vodil. No in kasneje, to je bila njegova dobra navada, je to prepustil profesorju Ihanu. Tako da v principu je znal to zelo dobro presoditi, kdaj mora predati recimo nekaj, kar zelo dobro opravlja nekomu drugemu, in to primerno, bom rekel, dobremu človeku in seveda dobremu strokovnjaku, pa izjemnemu mislicu, to je bil v tem primeru seveda profesor Ihan, in profesor Gadživ je znal to vedno sorazmerno zelo dobro oceniti. Je prav to, ko ste rekli, da je znal v pravem trenutku predati, se je podobno zgodilo tudi z njegovo odločitvijo za upokojitev. Nekako knjiga je kronološko, si sledi od njegovih začetkov do upokojitve, in bolj, ko se približujemo koncu, več je teh razmišljanj
kaj pravzaprav bo vse pogrešal, ko bo šel v pokoj. Tudi ta adrenalin, ki ste ga tudi vi omenili, dobri občutki ob uspehih. Ja, potem bo pisal tudi, česa ne bo pogrešal, če bo umrl. Tako. Ampak mislim, da ga je bolezen bolj prisilila v to, da je začel razmišljati, kako se bo moral umakniti iz poklica, drugače bi še vedno delal. On je tudi v, kakorkoli pač že to označimo, v starost ali pa v poznejših letih svojega življenja izjemno dobro operiral in se ta njegova leta sploh niso poznala. Potem pa seveda tisto, kar pač sem prej poudaril, te njegove izkušnje, ki jih je nosil s seboj, so bile tiste, ki so operacije delale vrhunske, ne samo, ali pa ne zgolj, ali pa ne predvsem njegove roke. Bolezen ga je pa potem precej začela omejevati, tudi gibalno. Tako da dejansko ga je bolezen, ne glede na njegova leta, potem prisilila, da je na nek način začel razmišljati, da se bo pač moral ločiti od tega svojega kirurškega poklica, čeprav tam nekje proti koncu knjige še vedno piše, nekako ga včasih, recimo temu, objame želja, da bi zopet nekaj zašil, zoperiral in bolniku pomagal. Ne. Imam morda danes kaj več časa tudi za njegovo strast, ki je slikanje? Sicer že nekaj časa, ne sicer toliko, ko sva se nazadnje v živo srečala. Takrat je bil zaradi bolezni precej omejen, tako da težko rečem, koliko še lahko slika, ker tudi ta njegova bolezen pač teče v ciklusih. Včasih se počuti nekoliko bolje, včasih se res pa počuti slabše. Ne bi pa rad pretirano natančno seveda o tem govoril, ker gre pač za osebne stvari. Mogoče, če bo, ker sicer je, kar se njegovega duha tiče, še vedno izjemno bister in bi znal sam kaj o tem povedati. Prav bi bilo, ker gre pač za zelo osebne in stvari, ki se dotikajo njegove bolezni. Seveda. Je pa tudi v knjigi proti koncu, ko je iskal te drobne druge radosti v življenju, tudi veliko govoril o potovanju v Altaj, ki se ga je tako veselil, oziroma je rekel, da bo takrat potem lahko si vzel čas za to. Čeprav razberem iz knjige, očeta ni nikoli prav dobro poznal, ker se je pač kot takrat kirurg v partizanskih časih, potem kasneje vrnil na vzhod. In zdi se mi, da je ta na nek način odsotnost očeta, pa to ga je zanimalo, kje, na kakšen način, odkot izvira, da ga je to vleklo v tiste kraje in ga še vedno vleče. Skratka, knjiga, ki odpira mnoga pomembna življenjska vprašanja, veliko zanimivih razmislekov in premislekov. In ki je tudi izjemno berljiva, če tudi nisi zdravnik in če tudi o medicini ne veš nič. Res je, potrjujem. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa tudi vam. Hvala vam, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.